Skoraj vedno se najdejo ljudje, ki jim poteze velikih koncernov niso všeč. Naj si bo govora o avtomobilih ali motociklih, vsakič je enako. In zmrdujejo se seveda tisti, ki dotičnih avtomobilov ali motociklov jasno nimajo. Če je BMW med motocikli sinonim za številne razrede, vključno s touring razredom in modeli kot so RT in GT, ter predvsem z adventure razredom in modeli GS, pa ga doslej med retro potovalnimi motocikli ni bilo. No, če smo iskreni, je to precej poseben razred, kjer prednjačijo Američani, denimo Harley Davidson in Indian. Razlog, zakaj nihče ne pride blizu, pa ni v tehnološki naprednosti motociklov, ampak predvsem v zgodovini in zgodbi. Ko to dvoje seštejemo, pa dobimo skupnost, ki jo nekateri enačijo z religijo. In v njo se kar tako pač ne da. Tudi zato se BMW s projektom Heritage povezuje, ne prevzema. Prvi pristop bi bil verjetno preveč sovražno nastrojen in na nek način brezupen. Če pa se želiš prijazno priključiti, dodati v skupnost nove ljudi ali pač ljudem, ki jih tak način življenja zanima, ponuditi nove zgodbe, je možnost uspeha brez dvoma večja. Hkrati pri BMW-ju stavijo še na eno zelo pomembno dejstvo – izdelavo. In na to voznika opozarjajo nenehno, tudi med vožnjo. Ja, BMW je narejen v Nemčiji. Ampak da se priključiš razredu, kjer tekmeci kraljujejo ne leta, temveč desetletja, moraš igrati po njihovih notah. Torej potrebuješ prostorninsko velik motor, potovalne zmogljivosti, zadostno medosno razdaljo, primerno višino sedeža, prostor za prtljago, dovolj veliko posodo za gorivo, v tem primeru 24-litrsko, in pa individualno prilagodljivost. Vsled slednje so že v osnovi na voljo 4 različice R18. Osnovni R18 spominja na zgodovinske BMW-jeve motocikle, ki mu v marsičem služijo za osnovo. Drugi je R18 Classic z večjo vetrno zaščito in usnjenimi torbami. Tretja opcija je atraktivni Bagger, vrh ponudbe pa predstavlja tale motocikel – Transcontinental. Zasnovan za kar se da najbolj udobno vožnjo v dvoje. Osrednji del motocikla je seveda motor, 1800 kubičnih centimetrov. No, če smo natančni, jih ima še 2 več. A bolj pomembno je to, da je to največja delovna prostornina, kar so jih kadarkoli namenili BMW-jevim motociklom. In zato sta zadolžena zgolj 2 valja. Tako pač je med pravimi potovalnimi motocikli. Zaradi njiju takšni motorji tresajo, ropotajo in se včasih neobičajno vedajo. Če pa vas vse to premami, nadaljujmo. 67 kW je zgolj nekaj več kot 90 konj. Spet premalo bodo rekli mnogi, a tale agregat ponuja tudi za motocikel ogromnih več kot 150 Nm navora. Če je do nekje slabih 2000 motornih vrtljajev precej sramežljiv, se od številke 2000 naprej zbudi. Pri tem sploh ni važno, v kateri prestavi se vozite in tudi ne, ali ste na motociklu sami ali v družbi. Pri potovalnih motociklih pač šteje navor, ne moč. Tu ni bistvo v nenehnem prestavljanju in polaganju ovinkov, tu se pelje in uživa. Voznik lahko izbira med 3 načini vožnje. Rok prinaša vso moč, roll je dolgočasen, rein pa je način vožnje, ki ga ne maram. Pa ne zaradi omejene moči, ampak zato, ker se res ne maram voziti po dežju. Samo delovanje dvovaljnega boxer agregata in sodelovanje z ostalimi komponenti motocikla je nadpovprečno. Včasih se pri nizkih obratih začuti, da delujeta valja vsak v svojo smer, a tega se je pač potrebno privaditi.
Vozniku so v pomoč sistem proti zdrsu pogonskega kolesa in ABS, pomoč pri speljevanju v klanec in pa vzvratna prestava. Če se posmehujete in sprašujete, zakaj je ta pomembna oziroma potrebna, masa tega motocikla, pripravljenega za vožnjo, je 427 kg. Se še sprašujete, če je potrebna? Sicer pa je glede vožnje tako kot z vsemi potovalnimi motocikli. Na mestu potrebujejo malce več pozornosti, saj je z maso motocikla pač potrebno previdno rokovati, sploh če je za vami še sopotnik. Ako se spelje, težav ni več. R18 Transcontinental je lepo vodljiv, udoben in lahko bi rekli, da so mu najbolj po godu avtocestne avanture. Pa to seveda ne pomeni, da se boji ovinkastih podeželskih cest. Le tam se ne polaga ovinkov in drsa s koleni po asfaltu, temveč gresta pri nižjih hitrostih. Zgornji del trupa v eno smer, motocikel pa v drugo. Pomaga pa seveda še pravilna drža krmila ter v zavoju potiskanje slednjega z notranjo roko, ne vlečenje zunanjega dela. Za udobje in varnost poskrbijo alarmna naprava, LED osvetlitev, večja vetrna zaščita, ogrevane ročke in sedež, ogromen osrednji zaslon, povezava s pametnim telefonom in audio sistem z Marshall ozvočenjem. Izmed omenjenega velja izpostaviti dve stvari. Prva je brez dvoma prilagodljivi tempomat, ki samodejno uravnava razdaljo pred spredaj vozečim vozilom. Delovanje je zanesljivo in kljub temu, da se zaradi tega tempomata motocikel ne zaustavi, ker nekdo vseeno mora prestavljati menjalnik, ki ni samodejni, lahko prepreči marsikatero neljubo situacijo. Druga izstopajoča komponenta potovalnega R18 pa je njegova armaturna plošča. Če so štirje okrogli instrumenti nekaj običajnega, pa močno izstopa nekaj malega več kot 10 palcev velik osrednji barvni zaslon. Da je večji kot v marsikaterem avtomobilu, verjetno ni potrebno razlagati. Sposoben je prikazati praktično vse. Prek njega se dostopa do številnih menijev, pa seveda tudi navigacije. Za slednjo pa je na žalost nujno potreben pametni telefon. Sicer ga imamo vsi, a če se na pot slučajno podamo brez njega, ne bo niti navigacije. Morda bodo omenjeni sladkorčki za pravega motorista povsem odveč. Seveda ga povsem razumem, morajo pa tudi ta hitri vozniki razumeti nas. Ne spravimo se vsi na motocikel zato, da bi brusili s koleni po asfaltu in privijali agregate v visoke vrtljaje. Motocikel je lahko tudi orodje, ki te sprosti fizično in psihično. Za slednje pa se potrebujejo varnost, udobje, tehnološka naprednost in dobra glasba. Vse to BMW R18 Transcontinental ponuja in tako na nek način upravičuje svojo ceno. Zanj bo potrebnih vsaj dobrih 30 000 evrov. A glede na vso dodatno opremo, ki je na voljo, bo zagotovo skoraj vsak kupec dodal še nekaj tisočakov. A kakorkoli obrnemo, tako kot v svetu avtomobilizma ni lahko narediti premijskega avtomobila, tako v svetu dvokolesnikov ni lahko vstopiti v razred, kjer konkurenca kraljuje že več kot 100 let. Če bo BMW-ju to uspelo in bo vse omenjeno dovolj za enakopravno partnerstvo v razredu potovalnih kruzerjev, bo seveda v prvi vrsti pokazal čas in pa strpnost ostalih soigralcev.